Kdor nadzoruje preteklost, nadzoruje prihodnost. Kdor nadzoruje sedanjost, nadzoruje preteklost, je v romanu 1984 zapisal angleški pisatelj George Orwell. In prav o nadzoru ter o meji med javnim in zasebnim, med realnostjo in manipulacijo, med svobodo in suženjstvom v sodobni družbi visoke tehnologije se bomo pogovarjali v današnji oddaji Gost tedna. Ta teden sta gosta dva, Aleš Gulič, nekdanji poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in bivši direktor Urada za verske skupnosti Republike Slovenije, ter magister Zoran Poznič, direktor Delavskega doma Trbovlje. Obema lep pozdrav. V Delavskem domu Trbovlje se je oktobra že 8. odvil festival novomedijske kulture Speculum Artium, letos malce manj robotike in tehnologije, zato pa z malce več filozofskega razmisleka. Festival je potekal pod naslovom oziroma sloganom Realnost pod nadzorom. Zakaj takšen naslov? Zato, ker nekako ugotavljamo vsi skupaj, da je to eden glavnih problemov, eden glavnih, da tako rečem, motivatorjev in gibal sodobne družbe. Ko sem prej rekel, da mogoče malo manj tehnologije, ravno obratno, ne? Malo več tehnologije letos, ampak s tem, da je ta tehnologija bolj skrita. Ta tehnologija prehaja v resnici v virtualni svet. Živimo v informacijski družbi, kjer informacije postajajo blago in se tudi obnašajo kot blago. Se pravi, vse je na prodaj, vse je na ponudbo, vse se reklamira, vse se prodaja. S tem, ko zgubljamo ne samo delček svoje privatne sfere, svojega privatnega prostora, s tem zgubljamo tudi del svoje osebnosti, spreminjamo se kot homo sapiensi in seveda tudi kot posamezniki, ki sestavljajo družbo, spreminjamo v osnovi družbo. Tako da nekako Speculum Artium 2016, realnost pod nadzorom, ravno zaradi teh stvari, ki sem jih zdaj omenil. Gospod Gulič, nekoč, tudi v Orwellovih časih, smo kot morda največjo grožnjo svobodi in zasebnosti posameznika dojemali državo, oziroma totalitarno državo. Danes morda temu ni več tako. Država morda nima mehanizmov nadzora tako učinkovitih, kot jih imajo različne mednarodne korporacije ali celo tehnološki giganti. Bi se strinjali s takšno oceno? Ja, seveda, vedno strukture na nek način nadzorujejo. Zdaj to je pravzaprav vseeno, ali gre za državo, ali gre za korporacije. Konec koncev, omenili ste totalitarno državo, ne samo totalitarne, tudi zelo demokratske države izvajajo vse skozi močan nadzor nad svojimi državljani. Korporacije ga pač izvajajo drugače, bolj v funkciji ekonomskih parametrov, prodaje, nakupovanja in tako naprej. Spremljajo nas preko računov in tako dalje in tako dalje. Vsi vedo pravzaprav, kaj kupujemo, ne? Tisti, ki ste lastniki raznih kartic dobrote, ne? Dobro veste, kako vas zasuvajo potem s različnimi ponudbami in tako naprej. Tudi na družabnih omrežjih se sledi in so povezane, tako da je tega zelo veliko bilo vse skozi, ne? Pač v okviru tehničnih možnosti. Danes jih je veliko več in je seveda tudi tega nadzora ali pa vsaj spremljanja obnašanja posameznika veliko več. Drug problem je, da se na ta način začne pa reducirati zasebno. Naenkrat pravzaprav odločitve, ki si jih prej sprejemal sam, postajajo vodene, ne? Ponujajo ti pač tisto, kar se jim zdi, glede na prejšnje obnašanje, se pravi glede na preteklost, da bo tudi v sedanjosti in prihodnosti, s tem pa se polje osebnega seveda zelo oži, hote ali pa ne hote. Treba je pač vedeti, da ni toliko problem v tem, da nekdo nekaj ve o tebi. Največji problem je, da se to najprej uporablja in seveda v kakšni skrajni fazi pa tudi zlorablja.
To pa je problem, ki nas še čaka. Imate bogate izkušnje z novinarstvom. Ja, sorazmerno. Če gledamo današnji medijski prostor, internet je blazno razširil ta prostor. Danes je vsak posameznik ima možnost participacije v tem medijskem prostoru, javnem prostoru. Kakšna je vloga medijev danes in v primerjavi z predinternetno dobo, če se lahko tako izrazim? So te mainstream mediji, če jim lahko tako rečemo, izgubili del vpliva? Niti ne, pravzaprav. Niso ga izgubili. Zaradi tega tudi, ker vse tisto, kar vidimo sicer na internetu po družabnih omrežjih, je copy-paste tistega, kar prinašajo mainstream mediji. Se pravi, tudi teh zasebnih premislekov, reakcije je zelo, zelo malo. V kakšnih blogih še ne. Ampak še ti so vedno vezani na tisto, kar je bilo že nekje objavljeno in se samo reinterpretira. Včasih bolj kritično, včasih manj, ampak v glavnem gre za ponavljanja in seveda potem začne veljati, da 100-krat izrečena laž postane resnica in to je zdaj tisto, kar te klasični mediji imajo seveda še vedno zelo velik vpliv, samo ne direktno, ampak posredno. Se pravi, s tem ponovnim objavljanjem, zasipavanjem po družabnih omrežjih in tako naprej. Tukaj je pač stvar je obrnjena, filtra ni na izvoru, tam, kjer naj bi bil, ali pa kjer je včasih bil, ampak je šele na koncu. Se pravi, tisti gledalec, bralec ali kakorkoli že rečemo ljudem, ki spremljajo to na družabnih omrežjih in pa na internetu, so tisti zadnji filter. Žal, seveda, v glavnem zelo slab. Nekritično gredo zadeve mimo, ali pa se zaradi tega, ker niso dovolj hudo napisane v tradicionalnem mediju, potem še napihnejo tako baročno in zadeve so seveda grozne. Ta svet je ena sama katastrofa. Če ni doma dovolj prometnih nesreč, se pa še 2 iz Indije pa z Kitajske objavijo, tako da je ta paketek grozot poln. Gospod Poznič, danes imamo na eni strani poudarjanje individualnosti sodobnega posameznika, če tudi morda navidezne, na drugi strani pa, kot ugotavljamo, čedalje višjo stopnjo nadzora. Zakaj dopuščamo ta nadzor, ki se zdi na neki točki, da je že konsenzualen, da ga sprejemamo z vsemi temi gadgeti, z vsemi omrežji? Zakaj dopuščamo to? In tudi res je, da te stvari dopuščamo, predvsem zaradi manipulativnosti samega sistema, da tako rečem, liberalnega kapitalizma. Poglejte, na kaj smo vse pristali pod krinko enih namišljenih in izmišljenih von. Vojna proti terorizmu, vojna proti lakoti, vojna proti drogam, vojna proti globalnemu segrevanju. Zaradi vseh teh na en način imaginarijev, ki populacijo strašijo bolj, kot je v resnici sploh potrebno. Dovolimo, da nam na letališčih gledajo v zadnjico, da nadzirajo naše informacije. Če jaz zdaj recimo uporabim besedo bomba, se bo to nekje v skalnem gorovju v Ameriki v tem trenutku že zapisalo, da mogoče tlele smo potencialni teroristi, ki planiramo napad na ne vem kaj in tako naprej. Tako da izguba principa zasebnosti je v resnici konsenzualna. Konsenzualna pa zato, ker smo zmanipulirani, da mislimo, da je tako prav. Jaz se spomnim, moja stara mama je včasih rekla pred 1000 leti nazaj, da hudiča, saj če piše v časopisu, potem to mora biti res. Zdaj se je ta princip v resnici točno obrnil na glavo in pristajamo na vse, kar se nam servira pod krinko ogromne množine informacij, s katerim nas sistem zasipa vsak dan. V bistvu preprosto nismo več sposobni izločiti tiste, ki so res pomembne, tiste, ki jih lahko primerjamo med sabo in si ustvarimo svoje mnenje, ampak vse gre mimo nas. Zaradi te pauperizacije, te množične proizvodne informacij, v bistvu sploh ne moremo več slediti, niti ne razbrati, kaj je res in kaj ne. In tako kot je Leko omenil prej,
v bistvu živimo v stanju navidezne katastrofičnosti. Jutri bo konec sveta, jutri se začne vojna z Rusijo, jutri bo potop, jutri bo potres, jutri bomo vsi mrtvi. Ne. Včeraj se pravi, da pridejo Marsovci. Ja, ampak to je točno stanje, ki ga sistem v bistvu želi, zato da lahko s posameznikom manipulira. Če že v končni fazi lahko rečemo, da nam še proda še nekaj, kar v resnici ne potrebujemo. Pa vendarle, danes imamo zelo izobraženo populacijo z dostopom do množice informacij. Je torej problem le ta količina informacij in pomanjkanje tega filtra, da je danes ta manipulacija tako uspešna, da je tega samo preopraševanja tako malo? Je morda problem v izobraževalnem sistemu? Izobrazba sama po sebi še ne pomeni inteligence, ne, pameti. To sta dva pojma, ki ne nujno sovpadata. In v današnjem času, ko je vse na voljo, tako tudi izobrazba, je tudi izobrazba v resnici popolnoma pauperizirana in spravljena v resnici na obrobje. Sami vemo, da danes je končati kakršnokoli fakulteto, recimo isto, podobna stopnja, kot je bilo, pred 30 leti končati gimnazijo, srednjo šolo, kakršnokoli. Tako da ves sistem je v resnici naravnan na to, da tudi tiste, ki se imajo za izobražene in pametne, v resnici pušča tam nekje na obrobju, tam nekje v življenju enih občutkov, enih množičnih zarod, od raznih chemtrailov in ne vem še česa vsega. Tako da še enkrat, zelo težko je izluščiti, kaj je res in kaj ni. Temu se je treba kar posvetiti nekaj svojega časa, da izluščimo eno približno podobo sveta, ki nas obkroža. Kar je pa za veliko večino izredno težko. Ja, ne samo, da je ta generacija mogoče formalno najbolj izobražena, neformalno je pa tudi najbolj naivna. Tudi zaradi tega, ker vse prihaja v internet. Prihajajo izobraženi, neizobraženi. Osebno mnenje je naenkrat povzdignjeno v nebesa in seveda da se razpravljati pravzaprav vsem tem in celo glasovati. 5x5, 25 ali 26. To je naenkrat ne postalo neka resnica, ki jo je treba upoštevati, ampak se jo da vedno na nek način relativizirati, reči, pa to je pač moje mnenje. Ne? Ta izguba individualnosti, o kateri govorite, je na drugi strani povzročila seveda tudi veliko željo po individualnosti. Ne? Da bi vendarle pa bil malo drugačen, kot je vse tisto, kar se kobali po družabnih omrežjih, ali pa po vseh teh možnostih komunikacije in seveda s tem se je razvrednotilo. Šolski sistem je vedno zaostajal za realnostjo. Že zaradi tega, ker je proces tega, da kaj pride v programe, dolgotrajen in tako dalje. In si je pač treba pomagati. Samo šola zaenkrat tukaj ne bo dala orodij za filtriranje informacij. Vsaj zaenkrat je tako, ne? Bo jih pa po mojem kmalu dala, konec koncev. Zdaj se že, bom rekel, pol računalniške srenje ukvarja s tem big data, zapravi z velikimi količinami podatkov in poskuša izločiti relevantne od irelevantnih. Sicer zaenkrat samo tam, kjer je to ekonomsko upravičeno ali pa življenjsko pomembno, ampak ta proces gre naprej. Jaz mislim, da ni treba biti preveč pesimističen. Tako. Okay. Ampak vendarle, če ostanemo pri tem, ali sodobna družba ustvarja posameznike z nestabilno identiteto in ali je potem to tudi razlog številnih duševnih stisk v današnjih časih in ali zaradi tega tem stiskam lahko rečemo na nek način nek sociološki fenomen, neko agregatno stanje sodobne družbe? Prav gotovo, ja. Vsaj v tem delu, da so te zadeve postale javne in zelo prepoznavne, da jih vidimo. Jaz ne vem, če jih ni bilo včasih ravno toliko. Ne vemo, ker nimamo podatka, ker ni pač na ta način svet funkcioniral, kot funkcionira danes. Ampak
če je včasih bilo recimo aktivnih v nekem v tem socialnem okolju 5% ljudi zelo aktivnih, ne, jih je danes 80%. In vsa ta količina seveda prenaša potem tudi ta občutek, da je vse narobe, ne, da so vsi na nek način ogroženi, da so izgubili lastni jaz in tako dalje in tako dalje. Ampak, glejte, jaz sem prepričan, da je tudi pred 50 leti bilo ljudi brez lastnega jaza zelo, zelo veliko in so sledili kot ovce komorkoli, čemorkoli, ravno tako. Ne. Tako da danes je pač to vidno, jasno, prepoznavno, včasih je bilo pa pač bolj prikrito in se je videlo samo pri kakšnih pogromih ali pa pri kakšni taki zadevi, ki jo danes na veliko obsojamo, medtem ko te, ki se danes dogajajo, pa tudi zaradi lastnega udobja sprejemamo, pač tako je. Ne? Gospod Poznič, vloga tehnologije v današnjem svetu je izjemno velika. Je tehnologija lahko nosilec vrednot ali je le človeško orodje in moralnost vedno pade na človeka, na posameznika, moralnost in politika? Ali je tehnologija vendarle lahko spodbojevalec oziroma nosilec nekih vrednot, lahko vsebuje vrednote, če tako formuliramo vprašanje? Dokler nas umetna inteligenca ne preseže v hitrosti, v načinu logičnega razmišljanja, dokler umetni inteligenci ne bo lastna empatija, socialni čut in vse takšne stvari, je vsekakor vsa ta teža odgovornosti za sebe in za okolje, v katerem živiš, za družbo nasploh, seveda na človeku. Tehnologija vedno je samo orodje. Je pa seveda znano iz zgodovine naše vrste, da je vsa tehnologija vedno prvo namenjena temu, da podredi druge ljudi, da podredi naravo, da podredi vse, kar je živo in mrtvo. In danes se v resnici ni nič spremenilo. Nekje v nas je tista notranja želja po moči, po dominantnosti, po vsem tem, kar ena sodobna družba deklarativno sicer zavrača, pa vendar je to ukoreninjeno v samo bistvo očitno človeške vrste. Tako da vedno je ta razmak med prvo uporabo tehnologije, se pravi od iznajdbe do uporabe, in potem dolgo premlevamo, na kakšen pameten v resnici način lahko to tehnologijo še uporabimo. Ne. Prvi namen je pa vedno manipulativen ali da gremo tako daleč, da celo rečemo ubijalski in nam ne služi. Pozneje pa vedno. Tako da pustimo se presenetiti. Leko je sicer optimist, jaz nisem tako velik, ampak če vzamemo v obzir malo dialektiko razvoja človeške vrste, je pač to ena stopnja, ki jo moramo nekako pregurati, če jo bomo, po domače povedano. Družba, tista, ki je zasnovana na vrednotah in na industriji prve in druge industrijske revolucije, nepreklicno pada tam nekje v temo zgodovine, nadomeščajo pa posameznik, sicer še ne popolnoma odgovoren, samostojen, zmanipuliran trenutno, ne, na pomirjevalih trenutno, ampak recimo, da je to mogoče osnova, obet nečesa boljšega, nečesa tistega, čemur ne bi mi kot družba, kot posameznik v resnici temeljili eni harmoniji, enemu principu razumevanja in upoštevanja. Omenili ste umetno inteligenco. Kako blizu je ta trenutek, ko bo lahko računalnik hitreje razmišljal od nas, prevzemal vlastno iniciativo v razmišljanju? Je to za današnji čas realna nevarnost in zakaj je to takšna nevarnost? To je zdaj spet vprašanje. Nekateri pravijo, da nismo več daleč od umetne inteligence, res, da vsebuje vse tisto, kar ta besedna zveza pomeni. Nekateri pa pravijo, da smo še zelo daleč. Kaj vi menite? Zdaj, jaz nekako ubiram tle nekako srednjo pot, mislim pa, da še za mojega življenja, pa nisem ravno najmlajši,
se bomo morali soočiti točno s tem principom, da bo stroj enakovreden sogovornik, da tako rečem, nam, njegovim ustvarjalcem, da bo stroj postal na en način tudi neodvisen od nas. Zdaj, če upoštevamo 3 zakone robotike, ki so nekakšno sveto pismo vsega tega, kar se z umetno inteligenco naj bi dogajalo v naslednjih desetletjih, pisatelja Izaka Asimova, ne bi bila vsa stvar zasnovana tako, da človeka, da njegovega stvaritelja, ustvarjalca, Boga, ne bi morala poškodovati. Ampak kam se bo vse to peljalo, se vidite, kaj počnejo droni, se vidite, kaj se počne na liniji tistega, kar sem prej dejal, da vedno te stvari uporabljamo za slabo, zato da drugega poškodujemo in zmanipuliramo, bomo videli, kaj bo. Jaz ne vem kak optimist nisem, ampak pustimo se presenetiti. Gospod Gulič, vprašanje vrednot. Ali danes potrebujemo reinterpretacijo vrednot? Ali potrebujemo recimo tudi reinterpretacijo svobode? Ali tista tradicionalna definicija v luči francoske revolucije in svoboščin, ki jih je prinesla, danes ne velja več, potrebujemo morda nov filozofski razmislek v tej smeri? Jaz ne vem, če je potreben nov filozofski razmislek. Predvsem je potrebno te vrednote, kakršnekoli že imamo, živeti. Ne? Mi smo to izgubili. Ta stik do njih, jaz mislim, da so te iz francoske revolucije ali pa Kirove iz 3. tisočletja pred našim štetjem čisto zadostne. Ne? Ali pa krščanske vrednote. Če jih seveda ljudje v resnici živijo, ampak jih ne. Tem je problem. Sej mi nismo vrednot izgubili. Mi smo vrednote odložili. Ne? To je večji problem. Ali v imenu, ne vem, ekonomije, dviga BDP-ja, da ne naštevam, zmanjševanje stroškov in tako dalje. To se je zgodilo. Seveda, precej brezosebno, ne? Precej brezosebno in vedno tako, da je vsak posameznik imel občutek, da se to ne dogaja njemu, ampak drugim. In potem ga je eno figo brigalo, kaj se dogaja. No? To se mi zdi, da se je zgodilo v teh zadnjih letih. Čeprav, če pa pogledamo zgodovino, se je pa to zgodilo že velikokrat. Ne? In ob začetku industrijske revolucije, ne? In potem ob vseh svetovnih vojnah in tako dalje in tako dalje. Ne bi jaz šel to, da bi bilo treba kaj na novo izumljati, na novo postavljati. Sem pa seveda zato, da je treba o tem veliko več govoriti, komunicirati, si dopovedovati in tudi dopovedovati drugim. Bi odgovoril seveda še na tisto reč, ki je bil sicer Zoran vprašan, zaradi tega, ker ta tehnologija, ne, tudi če bo prevladovala, ne, bo vendarle vedno narejena po nekem človeškem principu. Ne, se vse, pravzaprav tudi robote hočemo narediti take, kot smo mi, tudi to inteligenco umetno hočemo narediti tako, kot je človeška, čeprav zakaj bi bila ta nujna, in mislim, da bo šlo v to smer. Kako se da pa to seveda obiti, ne? Ker mi radi obidemo, kaj je pa tudi že Asimov povedal, ne? In še drugi, kako se da zmanipulirati tudi robota, da potem škodi človeku. Ampak ne bi šel tako daleč. Ljudje smo sami sebi dovolj veliki sovražniki, ne rabimo zato še robotov, da bi nam nagajali. Bo šlo pa prav gotovo v vse smeri. Jaz zelo dvomim, da bo samo dobro prevladovalo, da bo samo zlo prevladovalo. Vedno bo oboje in naloga vsake družbe in organizirane družbe, kot je država, je, da pač te zadeve vendarle regulira. Ne? Gospod Gulič, eno vprašanje za vas kot bivši politik in nekaj predstavnik oblasti, me zanima vaše mnenje v naslednji zadevi. Včeraj sem na nacionalnem radiju zasledil agencijsko novico o tem, da Kitajska do leta 2020 načrtuje sistem točkovanja svojih državljanov.
Točkovalo bi se na podlagi ocen v šoli, produktivnosti na delovnem mestu, izkušenj s policijo oziroma drugimi civilnimi inštitucijami, civilnimi in javnimi inštitucijami. Na podlagi tega sistema točkovanja bi se potem prihajalo do delovnih mest, do popustov pri nakupih, do celo pri prednosti pri rezervacijah v hotelih. Se vam zdi kaj takšnega mogoče? Se vam zdi kaj takšnega mogoče na Kitajskem? In ali se vam zdi kaj takšnega v bližnji daljni prihodnosti mogoče v Evropi? To bom pa zelo na kratko odgovoril. Kitajci so pač povedali, kaj mislijo početi, drugi pa niso povedali. Torej, mislite, To je že. Konec koncev se moraš pisati neke življenjepise po obrazcih, kjer so, ni točk, ne. Ampak končna ocena pa je, ne. Isto velja za nakupe, ne? Če zbereš toliko pa toliko točk, imaš pač nek popust. To se kar naprej dogaja, sicer fragmentarno zaenkrat še, ampak kaj pa je združiti vse te podatke? To je zelo lahko, ne? To lahko že na nekem pametnem telefonu naredimo. Največji problem je to, če bo edina pamet, ki jo imamo v telefonu. Da druge ne bo. Isto vprašanje za vas, pa mogoče to, da se formalno takšen sistem dejansko vzpostavi. Govorili smo prej o tem, da je nadzor konsenzualen. Je možno, da pristanemo celo na to? Mislim, da ne samo, da je možno, ampak tak sistem v resnici že obstaja. Ne? Vsi smo pod tem nadzorom, vsi imamo svoje CV-je, vsi izpolnjujemo včasih razne Europase in tako naprej in čezdalje večji del osebnih podatkov prehaja v javno sfero. Kot je že bilo prej omenjeno, kar se tiče recimo nakupovalnih kartic ugodnosti in tako naprej, algoritmi potem, kar si ti kupiš vsak dan, algoritmsko določijo, kaj te najbolj zanima, tiste reklame dobiš potem domov in ta manipulacija je v resnici vse prisotna in popolnoma logično je, da nadzor nad družbo, nad posameznikom zahteva tudi točno določitev tistega posameznika. Tako da rečem, kot da bi rekli, da ima vsak svojo serijsko številko. Tista serijska številka določa, ali je kolerik, ali je sangvinik, tista številka določa, tista barkoda, tako rečem, določa, ali si ti nagnjen k kakšnim drogam, ali si nasilen, ali si introvertiran, ali si ekstrovertiran, kakšna je tvoja spolna usmerjenost, vse te stvari. In očitno se vsi s tem kar strinjamo, vse drugače te stvari ne bi pristali. To, kar zdaj Kitajci, v resnici zahodni časopisi objavljajo, da Kitajci ne bi to naredili, to, kot je dejal že gospod Gulič, to že poteka leta in leta. Ne. To ni nič novega. Pismo pred 3 tedni si nazadnje kupil klozet papir, ne, v naši trgovini. Ko je zdaj? Ne? Te spomnim, to je udobje. To je udobje. Lahko malce še ostanemo pri tej temi. Kako te inštrumenti nadzora vplivajo na to kulturo potrošnje? Kako nas definirajo, kje so te inštrumenti, gospod Poznič, mogoče najprej vi, in kako spodbujajo to kulturo potrošnje? Ravno skozi ta princip konstantne ogroženosti, strahu, nelagodnosti, vseh teh instrumentarijev, ki nam jih servirajo 24 ur na dan. Zaradi občutka neljubljenosti, zaradi občutka osamljenosti, zaradi vseh teh stvari v bistvu smo pripravljeni svoj notranji občutek nelagodja v bistvu zapolniti s tem, da si kupujemo stvari, reči, ljudi, če že gremo tako daleč. Tako da v bistvu ves ta stroj, da tako rečemo, ki smo ga v resnici sami ustvarili manipulativni, namenjen temu, da nam daje lažen občutek ugodja. Mi gledamo na televiziji, kako se režejo glave, kako letijo deli človeških teles po zraku, ampak tega več ne doživljamo kot realnost. Vse postaja navidezna realnost. Ljudje čustvujejo skozi mehiške nadaljevanke, čustvujemo skozi nakupovanje, se gremo potešiti v trgovino, ljubezen si kupujemo prek spleta in vse v resnici postaja navidezno. Zato tudi Elon Musk pravi, da v bistvu vsi na en način živimo v matrici. In hudiča, če bo to šlo tako naprej, je mogoče to res smisel obstoja našega sveta, ki ga poznamo. Ne?
Sej, a je kaj še treba dodati. Glejte, mi smo iz realnih zadev naredili realne, ne. Ker ste me prej že potegnili za jezik kot poslanec, sem povedal tudi to. Direktni prenosi sej delovnih teles so v bistvu postali nadomestek resničnostnih šovov. Ljudje se tam ne obnašajo več kot razpravljavci, ampak so se začeli obnašati kot igravci. Dokler je bilo to še na plenarnih sejah, je še šlo, ker tam se v bistvu samo pove, kar se je do takrat naredilo. Ampak, ko je pa to šlo na to raven delovnih teles, ne, v parlamentu, se je pa pravzaprav izničilo vse tisto, zaradi česar so delovna telesa, da bi se razpravljalo, da bi se argumentiralo, da bi se dokazovalo. Ne. Zdaj je to postalo navadno nastopaštvo. In kje se potem še lahko pravzaprav o čem odloča? Zelo izven tega, ne? Ker ko zaradi politične korektnosti, zaradi želje potem, da moraš govoriti politično korektno, da ne smeš nikomu reči, da nima prav, da je vse tako zavito v to meglo občutljivosti, se je pravzaprav prava razprava izgubila in zdaj seveda pridejo pa na vrsto tisti, ki od strani, od zadaj ali kakorkoli že vodijo ta svet. Ne? Ker ta želja po zasebnosti je tudi želja na nek način po anonimnosti. In če se izpostaviš javnosti, ne moreš biti anonimen. Ker pa moraš streči pričakovanemu, naenkrat nisi več ti. To je problem, ne, ki ga moramo preseči. Tukaj se je treba pa upreti, ampak ne spet institucionalno, ampak točno vsak posameznik. Toliko jajc moraš imeti, da vendarle to prekineš. Pa ti ne bo uspelo, ne danes, ne jutri, ne pojutrišnjem, ampak enkrat pa bo. Ste kot poslanec morda kdaj posumili, da kdo vdira v vašo zasebno komunikacijo? Ne. Tam smo imeli zelo močno zaščito, kar je bilo službenega, kar je bilo pa zasebne, moram pa reči, vse je tako ali tako na voljo. Ne? Če svoj račun na internetu je jasno, da tisti, ki imajo pač orodja za podatke, ne, lahko kaj izvedo. Zdaj je seveda pomembno samo to, ali se jaz za to drugače obnašam v tem virtualnem svetu, ne, da bom videti korekten, lep, dober in ne vem kaj, ali sem tak, kot sem. To se je treba odločiti, ampak to se mora pa res vsakdo sam. In kot je bilo v tistih sistemih, ko so nas neke inštitucije nadzorovale, ali kot je v zdajšnjem, kot te lahko nadzoruje vsaka trgovska veriga, si pač na istem. Ali se odločiš tako ali tako. Več, ko nas bo takih, ki se odločamo, da ostajamo taki, kot smo, boljše bo. Več, ko bo pač tega črednega nagona, slabše bo. Vse stvari niso bistveno drugačne, kot so bile. Če je Menard pisal tam neko pesem o vaškem vodnjaku, ne, ko ženske osirajo okolico, se je zdaj zgodilo samo to, da je ta vodnjak večji in da je pač internet naredil ta svet eno vas, kjer se upravlja, kjer je zavist eno od gonil, drugo gonilo je privoščljivost in tako naprej. To je treba pač spraviti v neke normalne okvire, pa bo svet boljši. Gospod Poznič, kako pa vi čutite velikega brata, če se lahko tako izrazim? Kako vi komunicirate? Komunicirate kaj drugače? Imate to v podzavesti, da vas lahko nekdo spremlja? Kot zasebnik in kot nosilec javne funkcije, recimo. Ne, ko se enkrat intimno odločiš, da si pač rečeš, jaz nimam kaj skrivati, vse, kar sem, je v resnici javno, razen tistega najbolj intimnega dela, ki ga skušaš zadržati zase. Pač komuniciraš tako kot vsako normalno bitje, brez enih
zavor, da tako rečem. Ker kakor sprejmeš te omejitve, kakor sprejmeš ta sistem avtocenzure, tako kot je prej rekel Leko, da začneš kontrolirano spuščati in nekako deliti svoje informacije, potem pristaneš točno na to manipulacijo in se začne spreminjati tudi sam po sebi. In ta šizoidna, paranoidna situacija kar hudičevo prevladuje v današnjem sodobnem, vsaj zahodnem svetu seveda. Ne. Tako da res edina pot je to, da nekje v svojem notranjem vesolju, v svojem notranjem svetu spremeš nekaj odločitev, po katerih se potem ravnaš in se počutiš definitivno bolj svobodnega, kot bi se sicer. Ne. Več vidiš, več veš, lažje spremljaš določene stvari in definitivno imaš več uvida vse te stvari, ki se dogajajo vsem nam. Ampak to so res odločitve čisto na intimni, na osebni ravni. Vprašanje za oba, pa najprej morda vi, gospod Gulič. Terorizem. Zaradi terorizma ali vsaj v imenu terorizma smo danes pripravljeni pristati na višjo stopnjo nadzora, podeliti moč preiskovalnim in obveščevalnim organom, ki jo morda preteklo ali pa še 20 nazaj niso imeli. Kateri ukrepi se vam zdijo primerni? Kaj ste pripravljeni sprejeti za ceno te preprečitve terorističnih napadov? Če recimo vemo, kaj se je zgodilo v ZDA s Patriot Actom, pa kaj se dogaja, kot je že gospod Poznič prej omenil, na letališčih s temi vdori v zasebnost. Ali ste sploh pripravljeni sprejeti kaj? Zato, ali se vam zdijo vsi te ukrepi izmišljeni na nek način oziroma nepotrebni? Kje je ta meja? Ja, kje je ta meja? To je vprašanje. Jaz mislim, da smo mi že vse meje prekoračili. Zagotovo. Zdaj grem pač iz tega obdobja. Vsem tem nadzornim organom, katerikoli, je pač najbolj udobno to, da dobijo CV od vsakega državljana sveta, to zmečajo pač v neke velike mašine, to premeljajo in dobijo ven rezultate. To bi bilo za njih najboljše, ne? Na drugi strani seveda je pa želja vseh drugih, ki pač nismo vpleteni v te teroristične zadeve, da bi nas pustili pri miru. Zdaj, velikokrat je izgovor tudi za druge stvari. Ne? Treba je vedeti, da vse te agencije, varnostne službe in tako naprej si pač ob tem, da bi se borila proti terorizmu, bi še malo nadzorovali tako, malo za komercialo, malo za politiko in tako dalje in pač to jim je treba vse skozi preprečevati. Ni problem v tem, da so ti podatki nekje. Ne? Problem je v tem, da se da z njimi manipulirati, izsiljevati, početi pravzaprav vse sorte nečednosti, ne? Do posameznika, da se dajo zlorabljati. Če se bi to preprečilo, je pravzaprav vseeno, ampak vemo, da se to nikoli ne prepreči. Da smo imeli v naši kratki zgodovini že vrsto primerov, ko so se take zadeve zlorabljale na različne načine. No. Predvsem pa zato, da se koga onemogoča ali pa da se koga drugega omogoča. Kje je meja, zelo težko rečem, ne? Ampak sem pa prepričan, da z vso to tehnologijo, ki je zdaj na voljo, so vse te meje že zdavnaj prebite. Samo treba je seveda te podatke znati brati. Jaz imam nekaj stikov tudi s temi ljudmi, ki se ukvarjajo z računalništvom, tako bom rekel, v grobem in skoraj da nihče noče biti na družabnih omrežjih, ne mara telefona in tako naprej. Prav, pa ne zato, ker bi se kaj počelo, ampak ker vem, kaj vse se da lahko s tem narediti. To je tisto. En moj znanec, univerzitetni profesor je bil, je vedno
dvigoval vso plačo na enem bankomatu v Ljubljani, ne. In vedno plačeval vse z gotovino. Celotno Zato, plačo. ker ni hotel, da bi kdorkoli sledil njegovim nakupom. Zdaj verjamo, da Švedska, mislim, da uvaja čisto za vse plačilne kartice. Se pravi, čisto vse bo pod nadzorom. Tudi tisto, kar si zdaj, ne vem, eno kavo pa ene cigarete nekje kupil, se bo vedelo, kje si kupil in tako naprej. Ne. To so zadeve, ki segajo res preveč globoko, same po sebi zagotovo niso škodljive, ampak s kakršnokoli interpretacijo, reinterpretacijo zgodovine, ne, ki naj bi služila sedanjosti, se pa to zgodi. Gospod Poznič, kaj ste vi pripravljeni sprejeti v imenu preprečevanja terorizma, da tako rečem? Se vam kakšen od ukrepov, ki so se jih poslužili v ZDA ali v Evropi, zdi smiseln oziroma pravilen, potreben? Seveda ne. Vse te stvari, ko jih spremljamo in gledamo, v resnici niso preprečile še nič, kar ne bi bilo načrtovano. Sama ta menažerija teh proksi vojn, kot se zdaj odvija v Siriji in v Iraku, je v bistvu fabrikat, je v bistvu izmišljotina, ki nam jo servirajo ravno v funkciji vse te manipulacije, o kateri sem prej govoril. In zdaj vidite, počasi bo ta vojna v Siriji zamrla, ISIS bo poražen v narekovajih, produkt Amerike v resnici, in zdaj se pozornost strahu, vsaj v Evropi, seli na novega zunanjega sovražnika, ker naša družba očitno že zelo dolgo funkcionira na sistemu zunanjih sovražnikov. Dober primer je to, kaj se dogaja z ameriškimi volitvami in Trumpom v Združenih državah. Recimo pozornost Evrope, preplašenost Evrope se pa seli proti ruskemu medvedu, ne? Pošiljamo NATO vojsko na ruske meje, vsak dan beremo, da so Rusi predstavili novo jedrsko raketo, celo imenovali so jo Satan 2, pozabili so povedati, da je to NATO-va oznaka za rusko raketo. Tako da ljudje norimo, se postavljamo na glavo, nam gledajo v rit, nam preštevajo zobovje in mešajo čreva. Zaradi tega našega nepremagljivega občutka, ki ga potrebujemo vsi, in to je ugodja, in tistega lepega načela francoskega pred revolucijo laissez-faire, se pravi, pustimo vse na miri, se bojo drugi namesto nas vse postorili, jaz pa sedim, pijem kavico, torto, ali tako, ki je rekla madame Pompadour, če nimajo za kruh, ne jejo pa potico. In mi bi vsi jedli potico. Spet vprašanje za oba. Že pred časom, to govorim mogoče več kot desetletje nazaj, je iz akademskih krogov prišlo stališče, da je treba iskati izhod iz informacijske v komunikacijsko družbo. Torej iz monologa v dialog. Gospod Poznič, kaj menite vi o tem? Je to rešitev? Ne vem, če je to rešitev, ampak pustimo se presenetiti, kot sem že prej dejal, zdaj v resnici smo šele na začetku informacijske dobe in kam bo vsa ta menažerija tehnološka, virtualna pripeljala našo vrsto, bom tako rekel, zahodni svet, si nihče niti ne upa napovedovati, niti najbolj drzni apologeti prihodnosti ne vejo, kaj nas bo čakalo. Tisto, kar ste dejali na začetku, citirali Orwella, je seveda hudičevo res, ne. Ampak stvar je v tem, da zgodovina postaja navidezna, bodočnost postaja navidezno in kar je najbolj presenetljivo danes, tukaj, zdaj, realnost, tisto, kar mi mislimo, da je, v resnici postaja navidezna. Zdaj me bo nekdo poklical po telefonu, pa se bom pogovarjal z osebo v Tokiju. A se bom pogovarjal z osebo v Tokiju ali se bom pogovarjal s kosom plastike in železja. Tako da ta naša percepcija sveta okrog sebe, naše vloge v njem, naše samostojnosti, nas kot entitete vržene v prostor in čas, v resnici se tudi iz filozofskih postulatov in stališč, fundamentov v temelju spreminja. In kakšna družba človeška bo vse to nadomestila ali nadgradila, kar imamo danes, kar smo imeli v preteklosti,
je zelo drzno napovedovati in jaz se tega vsekakor niti nisem strokovnjak na tem področju, niti si ne upam pomisliti, kaj bo, kaj sem recimo čez 20 let. Nihče ne ve. Gospod Gulič, je rešitev več dialoga? Dialog je vedno rešitev. Ne? To je prav gotovo. Komunikacija mora obstajati, dialog sploh. Jaz mislim, da tega, jaz zdaj recimo, če zelo tako ozko pogledam, Slovenijo dialoga pravzaprav ni več, ne? Ampak ga je zelo, zelo malo. Tudi evo, če smo že pri ameriških volitvah, ne, 2krat bili danes, bodimo še tretjič, tam ni dialoga. One dva lepo vsak monologira svojo mantro in to je to. Zdaj eni ploskajo enemu, drugi drugemu. Meni se zdi še en večji problem, ne? Kako se utemeljuje pravzaprav vse to, kar se počenja. Te varnostne službe, recimo, da so tudi precej lene, so naenkrat ugotovile, da te ISIS in različne združbe niso več tako organizirane, kot so bile, ampak da bo treba loviti samotne volkove. Ne? Lov na samotne volkove pomeni pa točno nadzor vsakega posameznika do zadnje nogavice, ki jo je kupil na tržnici, kjerkoli že. Ne? Se pravi, vedno se najde nek izgovor, razlog za to, da se ta nadzor in pa manipulacija z njim povečujeta. In zdaj, če gre ta reč v to smer, ne, potem je jasno, da se tudi organizacijam ni treba več braniti pred ničemer, ampak da se bomo morali začeti posamezniki. To je zdaj tisto. In je še vedno pravim, te zadeve je treba včasih tudi zelo, zelo ignorirati, ne upoštevati. Ne. To je upor. Ne. Prave sorte. Ko smo pri uporu, zadnje vprašanje. Gotovili smo, da se osebni prostor, svoboda, zdaj bolj krči, oža. Je pot nazaj sploh mogoča? Je upor smiseln? Upor je vedno smiseln, ampak ne nazaj. Ne. Mislim, nazaj ne moramo jeti. Pač zadeve so pa se mimo. Storjeno je, kar je storjeno. To je, rekel, ta zgodovina naša ali preteklost jo je treba pač vzeti kot nauk za sedanjost in bodočnost. Ampak vedno se je pokazalo, da je upreti se zadevam, ki razdirajo človečnost, da je smiselno. Spravi, tudi ta izkušnja iz zgodovine govori o nečem. Ne? Gospod Požnič, vaše mnenje? Upor, dvom in z njega porojen upor je naravno stanje vsakega posameznika, saj moralo bi biti. Tako da seveda upor je smiseln, ampak upor ne več kot družbena sprememba, ki jo pripeljejo mase, da tako rečem, ampak notranji upor. Upor vsakega posameznika proti vsem tem, kar se nam dogaja, na en način abstrahiranje, se pravi zanemarjanje, preprosto spregledovanje vsega, kar nam ponujajo na en način in v tem osebnem prostoru kot posameznik lahko dosežem veliko. Veliko notranje svobode, veliko notranjega miru in veliko v bistvu zadovoljstva nad tem, da si lahko vedno vsak dan vsaj nekajkrat rečem, aha, hudiča, pa sem jih spregledal, aha, hudiča, pa vem, kam pa staco mali, aha, hudiča, tole pa vem, zakaj se gre. Tako da iz tega se bo porodila, po moje, ena nova družba, iz tega notranjega občutka osebne odgovornosti, osebnega zadovoljstva in v resnici osebnega napredovanja vsak dan. S selekcioniranjem informacij, z čustvovanjem, z empatijo in seveda s tem, ko postanemo res samostojna entiteta, tudi z enim novim načinom združevanja v tisto, kar ne bi bilo v bodočnosti nova človeška družba. Vidite, za konec nekaj optimizma tudi z vaše strani. Tako, to je bila oddaja Gost tedna. Alešu Guliču in magistru Zoranu Pozniču se zahvaljujem za ta prijeten pogovor. In če smo začeli z Orwellom, pa še končajmo z njim.
Če želite ohraniti skrivnost, jo morate skriti tudi pred samim seboj. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.